Dober dan. Jaz moram izraziti veliko pohvalo sodelavcem, da smo kljub lanskim težkim pogojem tako visoko realizirali proračun, ker je bil skoraj 90% realiziran na vseh področjih. Torej od gradbeništva in vključno na ostalih področjih, za katere občina pravzaprav skozi celo leto skrbi, pa govorimo o vrtcih, šolah, o naših zavodih. Seveda je bilo veliko področij, ki so bila absolutno omejena. Eno najbolj prizadeto je bil turizem in gostinstvo, tako da upam, da bo v letošnjem letu boljše. Glede na, kar se pa tiče infrastrukture, gradbeništva, pa lahko rečem, da smo sijajno zaključili lansko leto in da s takim tempom tudi nadaljujemo v letošnjem letu. No, nadaljujejo se nove investicije, začela se je v lanskem letu obnova železniške proge izpod Narta preko Založ do Lesc in pa seveda ena pomembnih investicij občine Radovljica pa je povezava kolesarske poti. To je res, mi smo v bistvu že s tem projektom pričeli tudi v preteklem letu, kar se tiče projektiranja še mogoče celo prej. Seveda smo pa zadovoljni tudi s tempom, kajti v letošnjem letu so bile izredno dobre razmere, zdaj zadnje 2 meseca, kar se tiče gradbeništva tudi na Gorenjskem in lahko ugotovim, da te projekti nemoteno potekajo in da se veselim, da bojo pravočasno izvedeni. Torej, ti pomembni, ki so vezani na železniško progo do 1. julija, medtem ko vse ostalo v drugih rokih, vendar zaenkrat zelo lepo kaže, da bodo realizirali v pričakovanem času. Kot ustanoviteljica knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica ste tudi na zadnji seji občinskega sveta ponovno prižgali zeleno luč Boženi Kolman Finžgar za 5-letno obdobje. Res je, sicer je bila sama kandidatka, ni bilo nobenih pomislekov, kajti izkazala se je tudi že v preteklih letih, tako da smo jo potrdili, da predvsem nadaljuje s tako uspešnim delom. Zdaj je trenutno, ni samo pri nas, je tudi po ostalih krajih v Sloveniji kriza, kar se tiče izposoje knjig, ker dobro vemo, da ne morejo pod normalnimi pogoji funkcionirati. Upam samo, da se bo s cepljenjem to do konca leta izboljšalo. Glede na to, da so v veliki porabi komunalne storitve tudi v občini Radovljica, ste se odločili za neki procent povišanja, vendar pa občina določen procent subvencionira. Res je, jaz sem zelo vesel, da smo pač to korigirali na zadnji seji. Ugotovil sem, da imamo najnižje tarife oziroma zaračunavanje teh komunalnih storitev na Gorenjskem. Seveda malce glede na preteklo obljubo smo pa subvencionirali cene predvsem od 1.4. in potem še od oktobra dalje in tudi za leto 2022 in v takem povprečju se bo nekje položnica podražila za 30 centov na mesec. Kakšna pa je epidemična slika v občini Radovljica? Pred kratkim smo se pogovarjali, ko smo se sestali vsi skupaj na tem koncu kolesarske povezave, ste rekli, da ste kar malo vzaločeni, je zdaj kaj bolje? Jaz resnično tedensko naprošam, prosim, opozarjam, kaj več ne moram narediti. Situacija je malce boljša, ni pa tako dobra, da bi se lahko s temi rezultati hvalili, ker mi nihamo, bom rekel, po dnevni okuženosti od 1 pa tja do 15 okuženih v naši občini. Upam, da bo vedno bolje, glede na to, da bo tudi precepljenost večja.
In pa predvsem zdaj na to zaprtje med prazniki sem prepričan, da mora biti en močen efekt, ki se bo pa odražal po 11. oziroma nekje v sredini meseca aprila. No, ponovno se vračamo na 11-dnevni lockdown, zapirajo se trgovine, kar pa pomeni tudi izpad dohodka. In kako je z vašim gospodarstvom v občini Radovljica v tem letu? Kot sem povedal, nekako gospodarstvo funkcionira, vendar najbolj prizadet je turizem in gostinstvo. Vsi ostali z seveda omejenimi pogoji delujejo in zaenkrat ni takih zlomov, da bi nas lahko skrbelo, in upam, da ko pride poletna sezona, da se prevesimo iz pomladanske v poletno, da bo tudi to področje lahko zaživelo, ker dobro veste, da smo mi imeli v preteklosti izredno veliko število gostov, izredno veliko število nočitev, da je ta v lanskem letu se iz 320.000 nočitev prepolovila na nekje okrog 160.000. Je bila dobra številka, ampak niti slučajno pa ne tako dobra kot v letu 2019, kar je razumljivo. Želim si, da bi bila ta sprostitev čim prej, in ljudje želijo delati, vendar so pa trenutno zelo zaskrbljeni. Eno izmed vprašanj na seji občinskega sveta prejšnjo sredo je bilo tudi, kakšna je situacija v domu Janka Benedika? Tam lahko rečem, da je situacija kar zelo dobra, da občasno je kdo od zaposlenih, ampak govorim o enem, dveh, da so pozitivni, vse ostalo moram reči, da je zdaj ali prekuženo, precepljeno in je situacija glede na situacijo v Sloveniji zelo dobra.